Mislil sem, da je pomlad že pred vrati. Sonček se je že kazal in bilo je kar toplo. Nato pa naenkrat znova mraz in sneg. Zbolel sem. In kaj pomaga, ko človek zboli? Zdravila. Obiskal sem zdravnika ter se z receptom v roki odpravil k farmacevtu. Kljub bolezni nisem mogel iz svoje kože. Tako sem se začel zanimati za poklic in morebitno službo v lekarni. Za poklic magistra farmacije je treba končati farmacevtsko fakulteto. Farmacevtska fakulteta traja 5 let, 4,5 leta so študijska, zadnje pol leta je pa pripravništvo, ki se opravlja v lekarni in na koncu se naredi strokovni izpit, da lahko magister farmacije dela samostojno v lekarni. Če bi imel končano srednjo šolo za farmacijo, bi lahko torej prodajal vsaj zdravila brez recepta. Ker pa je nimam, tako nimam prav nobenih možnosti za delo. Kljub temu pa sem se pozanimal o delu, ki ga farmacevt opravlja. Sam poklic je izjemno zanimiv, dinamičen, je pa tudi izjemno zahteven, ker je pač treba upoštevati, da vsak pacient je zgodba za sebe. To se pravi, vsakega pacienta je treba pač obdelati celovito, pogledati, kakšna zdravila mu je zdravnik predpisal, mu izdati prava zdravila in potem tudi dodati potrebna pojasnila za pravilno uporabo zdravil. Določena zdravila, ki jih izdelujemo v lekarnah, izdelujemo pač za pacienta, temu se pravi magistralna zdravila, ki so narejene po posebni recepturi, ki jo predpiše zdravnik na recept. Taka zdravila so predvsem, se to nanaša, velika večina teh zdravil je v obliki mazil, to se pravi za kožne bolezni, potem imamo večje število tudi raznih očnih kapljic in pa tudi nekaj praškov še izdelamo. Poleg same stroke je treba obvladati tudi določene administrativne posle, je treba obvladati računalniške programe, računalnike, ker danes delamo vse z njimi. Potem, jasno, treba je poznati tudi internet, zato ker danes dobimo zelo veliko informacij o zdravilih tudi preko interneta. Ne vem, katera zdravila lahko dobim brez recepta. Zdravila brez recepta, to so pa pač zdravila, ki so že dolgo časa v uporabi, so več ali manj, kako bi rekel, dosti varna pri uporabi, zato se lahko prodajajo tudi brez recepta. To so v bistvu zdravila za zdravljenje prehladnih obolenj, potem imamo razne bolečince, to se pravi protibolečinska zdravila. Vsa zdravila, ki so pa, kako bi rekel, za težje bolezni, to se pravi, ki niso namenjene samo zdravljenju, so na recept, vse ostalo se dobi pa tudi brez recepta. Razmerje med recepti oziroma brez recepti je pa nekje 80% je zdravil na recept, 20% nekje pa zdravil brez recepta. Že od malih nog me je zanimalo, kako farmacevtu pravzaprav uspe prebrati recept, ko pa je vendar v večini primerov napisan tako nečitljivo. Za branje receptov pač je potrebno praksa, enostavno praksa, da preberemo vse, kar zdravniki napišejo. Moram reči, da se tudi že pri nas pojavljajo recepti izpisani na računalnik, kar je, jaz mislim, zelo pozitivna sprememba. Ko bi rekel, preberemo pa 99,99% vseh receptov. Se pa zgodi, da določenih receptov ne moremo, ne preberemo. Takrat pa ali po telefonu pokontaktiramo zdravnika, da se pogovorimo, katero zdravilo pač je mislil, da izdamo, oziroma če zadeva toliko nečitljiva, pa prosimo, da napiše nov recept. Tudi farmacevti se morajo torej precej potruditi, da razvozljajo pisavo zdravnikov. Sedaj vem kar nekaj, morda pa se odločim in se vpišem na farmacijo. Hvala lepa, naslednje.